Hello? Where are you? My fucking God, no, this is not happening. No, this is not happening right now. This is not happening right now. No, my God. Please come. We're at Alpha River. Can you, I don't. Yep, we got help coming. Are you there with the... Yes, we're here. Yes, I'm calling 911. Where's the address of your emergency? Hi, I'm at Apple River. We're on the river, and a guy just stabbed 3 people. A man's intestines are falling out of his body. Oh, okay, stop right now. Hello, dragi moji, kje ste, kako ste, Alenka Trogelj z vami, oziroma Alien Mama, kako želite dobrodošli na kanal ali pa nazaj na kanal. Nimate pojma, kako pa še biti v navadni, razvlečeni XXL moški majici. Ne vem, zakaj si prej nisem nobene naročila, yet here we are. A kaj je nova igračka sveta užitka ta mesec, pravite? Jaz, ko sem prvi šila PM-V20 vibratorja, sem se mislila na zgled, da ga je izumila tako na telovatka iz 80s. Right. Ampak, ej, damn! Tale kao kralj te znamke, zaradi tega, ker nisem pa še probala nekaj, ki bi na 3 točke vplivali, torej ta notranji, obviously G-spot, tale je na zunanji, torej klitoris in tale gre odzad. In najboljš pri temu je, da če si mislite, da ni za začetnice ali pa da moraš biti sposoben to noter dati, ni treba, ker lahko sam mečkam preusmeriš in te ne mot in vse mečkam pritiska lih tok, da je full over. Cela ta znamka je taka full pisana vesela. In pazi to, tale vibrator ima 3 ločene motorčke. Tako reče ti ena od teh stvari ne paše, preprosto ugasneš, prižgeš, upravljaš posamično. Še 2 stvari, ki sta res vredne omembe. Tale je 100% vodoodporen, ful lahko ga je zaradi tega čisto. In pa druga stvar, narejen je iz telesu prijaznega silikona. Ful praktično ga je držati. Hej, ja. Anyways, vedno imate moje 2 kode, če je znižana stvar je Alenka 5, če ne znižana Alenka 10. Gremo dalje. Danes bo en izmed tistih true crime-ov, ki jih boste zraven veliko gledali, ker je ogromno posnetkov, ogromno je prič, ogromno je predvsem različnih pogledov na ta primer. Moram to izpostaviti, ker na začetku sem res, nek čuden, rusko-looking človek, ki je ful ljudi zabodel in enega je ubil in to je to. Basically psihopat. Na eni točki sem še slišala, da je pedofil in sem lovno, ja, make sense. Ko ta primer resno raziskuješ in gledaš video in gledaš bolj z odprtimi očmi, na koncu čisto iskreno se mi ta človek do neke mere smil, ker je bil napaden strani psihopijanih, annoying najstnikov, tako da, ja, danes boste šli z mano pogledati ta video, ne bom zdaj vsega izdala. Ta primer se je zgodil leta 2022, julija, bilo je lepo poletje in dokler imamo tle še malo poletja, se bomo približno povezali s tem videom, ker so ljudje večinoma prosti čas preživljali na reki, v tem primeru na reki Apple. Ja, dejansko se rekel Apple River. Me prav zanima, kaj je. Mogoče kje dol po toku so ful jabolčna drevesa in pa dol padajo v to reko, ne vem, pač to se izmišljujem. Se pa nahajamo v Hudsonu v Wisconsinu. V posnetkih, ki jih bomo gledali in v pač primeru, ki ga bomo predelovali, je bil Nikolaj Mui in prišlo je do tega brutalnega klanja z nožem, pri čemer je klal ta Mui, Nikolaj, in pri tem so bili 4 zabodeni ta 5. pa tudi zgubil življenje zaradi tega vboda. Nikolaj Mui je bil 54-leten moški, torej mečken že v letih, mečken starejši, iz Prior Lake, tako da je bil sicer rojen v Romuniji, živel pa je v Ameriki. Dajmo si malo pogledati video od primera. Oh God! We up! We up! What are you talking about? Yeah! What the hell are you talking about? What? Get away from us! What? What are you doing? What's going on with y'all homie? He's on camera. Guys, let's tripping. He's on 4K. Yo, the new iPhone got that good quality. What do you say? Yeah, what the hell? Who is this? Yes, yes. For the culture. Who is that? For the culture. Who is that? Who the hell is this? He said he was looking for little girl. He said he was looking for little girl. You're looking for little
Yeah. That's exactly what he said. Women us out. I even have that part on camera. Did I? Some young ass kid. What the hell is this guy's problem, bro? We trying to have fun. Is he finna claim you? He's finna claim you. We don't want this motherfucker. Let it on camera. Let it on camera. He on camera. Oh God. Oh God. He on camera. Oh God. He on camera. He hit a woman? He hit a woman? You hit a woman. He hit a woman. You hit him. He's dying. He's dying, bro. What? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Are we serious? Is it real? Oh my God. Who is that? Oh my God. Oh my God. Is this real? Is this real? Oh my God. Oh my God, what the fuck? Is this real? Ja, kakor vidite, je cela zmeda in verjetno doživljate ful enih občutkov zaradi tako, kot sem jih jaz. Ful sem imela ta težava v glavi sestaviti, kako je se izgledalo, koliko je teh skupin ljudi bilo, kaj vse se je dogajalo in sem za vas se res potrudila razčleniti. Najlažje je, če upoštevamo, da so bile 3 glavne skupine ljudi. Ena skupina ljudi je bila skupina od Muje, od Nikolaja, ki so pač tam hengali, prišli nič hudega sluteči, mečkam starejša družba. Potem imamo Schumanovo skupino. Klicali bomo Schumanova, zaradi tega, ker je vmes Isaac Schumann, to je ta fant, ki je dejansko izgubil življenje. Potem je pa še skupina Carlson, je pa mečkam starejša skupina, če so bili tam v skupini Schumann najstniki, ki so hodili v srednjo šolo, so bili v skupini Carlson, malo starejši, tam nekje 25-24 let. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Muj je bil v svoji skupini, kjer so v miru preživljali ta dan, ampak na eni točki je njegov prijatelj, torej prijatelj od Nikolaja, je zgubil telefon. In še rekel je, ni panike, ne sekiraj se za ta telefon, ker imam zavarovanga in bom itak dobil nazaj denar, ker pač sem ga zgubil v takih okoliščinah, ampak je Muj rekel, od zdaj naprej bom govorila Nikolaj. Nikolaj je enako Muj. Je rekel, jaz ful rad snorklam, ful rad se potapljam, itak nimam nič drugega zdaj za početi, se bom sprehodil tam, kjer mi bi lahko zgubili ta telefon, oni so bili najbolj visoko na reki, je šel dol proti toku, ker je verjel, da je telefon verjetno nekje malo nižje odplaval, da se ni kuj ustavil tam, ker je padel ven. S tem, da keep in mind, da ta reka je zelo nizka plitva, večinoma lahko po njej hodiš, razen če greš malo globje, pa ti pač pride više, ampak večinoma lahko hodiš po tej široki reki. In tukaj imamo Nikolaja, ker na začetku ga vidimo, kako v bistvu hodi okrog s snorkel, masko in čali, cevko in vse to. Jaz mislim, da ne moram trditi, ampak mislim, da prva težava nastopi pri tem, da so bili ti najstniki pijani in pogumni. Tisti, ki je imel najmanj alkoholov, najbolj promilov, v krvi imel 0,2, pa je bil najbolj trezen. To kasneje izvem, ampak okej. Medtem ko Nikolaj pa preprosto iskal tisti telefon in na pol tavho v glavo imel noter in se je premikal počasi proti tej skupini najstnikov. In potem ga je začela ta skupina najstnikov zajbavati. Pa ne samo zajbavati, začeli so ga v bistvu obtoževati na zelo grde načine, v smislu, da išče majhne deklice, v smislu, da je pedofil, v smislu, da hoče v vodi videti dele njihovih teles. In ko sem jaz najprej to slišala, sem bila sumničava, da mogoče je pa res kaj takega počel, ampak guys, tam ni bilo ene same punce, ene same deklice. Torej, oni so zagovarjali neko stvar, ki so se jo gladko zmislili in on se je počutil verjetno že malo napadenega oziroma osramočenega. Naslednja stvar, ki je bila težava, je bila po moje to, da je on proti njimi zlaufal, stekel je proti njimi, zaradi tega, ker je rekel, da je, saj on je potem na sodišču rekel, da je pomislil, da je nekdo od njih vzel njegov telefon. Če mene vprašaš, je on tudi rahlo že verjel, da ga zajbavajo, ker so najdel njegov telefon in ga hoče naknadno še razdražiti, ker so pač preprosto zlobni najstniki, pač najstniki so zlobni as fuck. Ful pogosto, prepogosto, tudi otroci, pač obup. In ko je on stekel pred njim, so po mojem dobolj vzgib, da je že rahlo nevaren, ampak so videli, da ni dejansko nevaren in so videli, da ga lahko še bolj zajbavajo in so ga. In ko so ga že precej zdražili in on na eni točki, ko je že spustil z rok to potapljaško opremo svojo, ko je imel, kakor jaz vem, je spustil sam od sebe in šel potem mečkam prej par korakov naprej in pa jaz sem mu ta mularija mu sledila in potem vidimo na tem posnetku, kako mu težijo, kako s prsti naga kažejo, kako se režijo. Medtem, ko so bile te obtožbe njihove, zakaj je on tavhal, čist napačne in bizarne,
In potem je to videla druga skupina, tista starejša, ki sem rekla, da se bo imenovala Carlson skupina, in so se veselo mešali, ker so se odločili, da oni točno vejo, kaj se dogaja, verjetno tudi pijani, ne vem, sklepam, in so prlaufali na pomoč in potem se zgodi vse narobe. Iz Carlson skupine, to je bila večinoma družina drugač, sta dve punci spredaj tekli in šli direkt v obraz Nikolaja, ki že itak ni več vedel, kaj se dogaja. Bil je obtožen in obkoljen z vseh strani. By the way, to, kar jaz zdaj govorim, tako sem jaz primer videla. Zdaj, če kdo vidi drugač ali pa da si zaslužil karkoli od tega, sprejmem, oziroma vsak ima svoje mnenje, ampak jaz govorim, kako vidim ta primer, ker so ga dobesedno z vseh strani obkolili. In edino šanso, kam je on še opcijo imel iti, je bilo v Rikverc, če bi šel pa v Rikverc, ker načeloma je imel prosto pot, je bila pa tam globja voda in bi zabredel in ni imel smisla. Tako da vsi so mu sam govorili, sam pejt, ampak to ni res, kaj na eni točki so mu tudi glasno rekli, da ima samo 10 sekund časa in meni to zveni ful grozeče. Pač jaz verjamem, da na tej točki, ne glede na to, da so bili vsi manjši in mlajši od njega, on je bil pač starejši gospod, bolj šibek, manj močen in se je po mojem počutil precej ogroženega. Potem pa naj bi se zgodilo nekaj, kar mi nismo videli, naj bi tisto najbolj glasno žensko iz Carlson skupine, ki ga je napadala s prstem, na nek način odrinil ali porinil. Veliko prič govori, da jo je boksnil ali pa podrl na tla, ampak tega posnetka ni in lahko sam poslušaš, kaj ljudje govorijo, ker ne veš. Ampak če on dejansko ni mogel nikamor iti, če se je počutil, da ga napadajo, če je bil ful zbegan, v čem je sploh težava. Če je nekoga sam malo odrinil, bi jaz razumela, ker one ženske so mu bile tako v faco, to je ful annoying. Potem pa whole hell breaks loose, zaradi tega, ker so drugi pijani dobili ful vzgib. Ja, zdaj, ko je eno žensko končno odrinil, imamo prosto pot, da začnemo bedreje početi. In ga je nekdo podrl na tla, porinili so ga v vodo, potem mu je nekdo na polno dal šamer pleskal čez cel obraz, torej drug udarc, in potem tretji od zadaj, ta v rumenih kopalkah, ki je bil tudi njegova potem žrtev, ena izmed žrtev, ga je porinil v vodo in nekaj časa držal, v smislu, da ni mogel stati. In to je moglo biti ful creepy, ker Nikola je tle z vseh strani obkrožen, vsi se spravljajo na njega, ni mogel dejansko odkorakati, ker smo bili vsi okrog njega. In še vedno se je ful govorilo o tem primeru, da vse, ker je mogel narediti to, da gre. Ja, vse, ker so oni mogli narediti to, da ga fucking pustijo pri miru, ali pa pustijo, da gre. Pač moramo omeniti, da ta človek v življenju za nazaj ni enega zločina naredil, nima kartoteke, nič ni ful, sodelavci pravijo, da je ful prijazen, miren in vse to, in tle se je mogel res ogroženega počutiti, ker njegove oči so take, pač ne vem, ne mislim zaradi drog, ampak mislim, da je dejansko ga bilo strah, kaj mu ta mularija močno naredila na drogah. In ja, pač obstaja 3 minute in 30 sekunden video, kjer je ta pokol in ne vem koliko in kako ga lahko pokazala, ampak dobesedno je en fant v rokah držal svoja čreva, da ne padejo ven iz trebuha, ki je bil zaboden. On je bil po mojem najbolj grdo zaboden, zaradi tega, ker je to tak, ki ga je porival v vodo, ko je bil Nikolaj že na tleh. Potem je Nikolaj, ki je imel že v roki takrat nož, očitno, ki je bilo že prej strah, je imel v roki nož. In rečete mi, če sem nora, ampak meni zgleda, da je Nikolaj samo držal nož, medtem ko ga je ta fant porinil, in ko je Nikolaj spet padel v Rikverc, je avtomatično nož prerezal tega fanta po trebuhu. Meni iskreno deluje, da je bilo Nikolaj tle že ful strah in je ta nož sam sprožil, ker sploh ni vedel, kaj da hek se dogaja. To je bilo vse ful hiter, ker to je bilo vse po 25-23 sekund, ko je on zabodel. Pa moje sploh ne toliko namerno, sam tako se je probal braniti in je folk je k njemu hodil in je on takrat zabodel 4 ljudi in eden je pač umrl. Tega je bila tudi ena ženska, Carly, zabodena. Meni res gleda, da je šlo tako za največji nesporazum ever. Če se kdo sprašuje, zakaj je Nikolaj imel nož, imel ga je zato, ker ponavadi, kad te ljudje floatajo na vodi, imajo te gumijaste, balonaste obroče, ne, ko se že reče, floatije, in so med sabo ponavadi zvezani z vrvico, zato da ne gre vsak v svojo smer. In oni kot skupina so imeli to sabo samo zato, da odrežejo to. Potem je Nikolaj ga slih slučajno imel v žepu, zato je pač imel nož. Ampak ta primer gre pol toksično tudi zaradi tega, ker je po mojem Nikolaj bil v takem šoku, kaj se je zgodilo. Po mojem se je zavedel, da je on imel nož, da je on zabadal in je na koncu, ko je bilo še vse tam krvavo in cela štala, je on sam končno odkorakal, ker upam, želela bi mu, da bi že prej, ampak ni, in odkorakal proti svoji skupini in od takrat naprej je lagal. Njegova skupina, torej skupina od Nikolaja, je bila tista, ki je poklicala policijo in se rekla, ne vemo, kaj se je zgodilo, ampak baje je veliko enih žrtev oziroma je bil nek pokol. In Nikolaj, ki je bil danes tam vmes, je šel po nek šok
če me ne vprašate, in je sam rekel, vzeli so mi nož in ne vem, kaj se je zgodilo, ampak veliko je ranjenih. To je on rekel. Po mojem, da v šoku, plus delno je razmišljal, da itak posnetek od tega ne obstaja in da se bo mogoče nekako izvlekel. Ne vem. Rekel je tudi, pač da noža nima, ker so mu ga vzeli, ampak po poti, ko se je on vračal proti svoji skupini, ga je vrgel tako nekam v šumo, v gost. In njegova skupina, ki ga je gledala, je to videla. Videli so, da je neki pač vrgel. In to so oni tudi naprej policiji povedali, zaradi tega, ker valjda niso pričakovali, da je Nikolaj koga ubil. Mislim, da je bilo vmes tudi njegova žena, tako res bizarno. And your husband John that came? No, Nick. Nick? Yes. Okay. Did you see him the whole time he was off his tube? Yes, I did. I could see him. He was over there, and then he came back over, and then I just heard screaming. In tudi pa so šli oni navaden tam v nek beach bar, ta skupina od Nikolaja, in so bili na pijači, dokler ni prišla policija in pač so tudi aretirali. Nikolaj je rekel, ja, sem videl, a so se zbadali med sabo, kao, so se sfajtali. Sploh ni bil, čisto blank je bil. Moj ni hotel dojeti dejstva, da je možno, da je na dan, ko si šel samo s kolegi uživati in kopati in kar naenkrat zabodel 5 ljudi in pač ni hotel sprejeti dejstva, da zaradi tega zdaj šel v zapor. A veste, kaj mislim? Na sodišču so tudi dobro izpostavili, da ja, verjetno bomo tle v Isaacu slišali veliko čudovitih stvari, ampak ta dan je bil Isaac samo pijan najstnik, ki je basically buljal enega drugega moškega. Nikolaj je odraščal v Romuniji, prišel je pa kot najstnik z ZDA, tako da jaz bi pričakovala, da komunikacija ni smela biti tak hud problem in da je on mogel angleško obvladati, ker obvladal je angleško in pa je še veliko drugih jezikov, imel dober job, imel prijatelje, vsi so ga imeli radi, tako da on ni bil nek nevaren posameznik, kadarkoli v preteklosti. I don't know what happened to either one of them. I just know that when the kid attacked me, I took that from him. The kitchen knife or the other No, knife? the smaller knife. Okay, what did that knife look like? Do you I remember? don't even remember. But it was smaller? Smaller, yes. Okay. So, that's all. How did you get to be by them? Or who are these people? So Ariel lost his phone. Okay. The phone was in the floor. One of those bags that Yeah. came with it? Okay. And everyone had one, but his phone was in the floater, so he says, well, let's go look for it. So I put my snorkel on, and I looked, and these guys found something. And they were talking about it, and I said, okay. This group of people? This group of Oh, people, gotcha. yeah. I went over and I said, did you guys find the phone? And if you did, can I see it? Can I identify it? And they started calling me names. They got off of their tubes. They came at me. So I said, all I need. And they were calling me all kinds of names, insulting me for being in the water with a snorkel. And I said, all I want, guys, did you find the phone? And I saw they had found something. Edina stvar, ki malo razmišljam, je to, da če se bi meni isto zgodilo, imaš na koncu tisto odločitev, potegneš nož ven ali ne. Jaz mislim, da ne vem, kaj bi mi mogla v glavi špila, da bi se počutila, da so to crazy nevarni, da bi mislila, da je potrebno nož ven, da ne vem, bi mogel en že res, ne vem, moja bi prej pustila, da me vtaplajo, kakor da bi dala nož ven in to mi uno model, why? A se je mogel res počutiti ekstremno ogroženega, ne vem, ful mi čuden primer, ful čuden. In ja, moram pač reči, da on je zdaj dobil dosmrtno ječo zaradi tega, ker je meni bizarno. A veste, kaj mislim z vidika, koliko pogledajo na ta primer, koliko so bili najstniki res bizarni, najstniki niso dobili nobene kazni. Dejansko to, kar zdaj vidite tle, kar limam na ekran, si lahko preberete komentarje spleta in boste videli, kaj jaz razmišljam, saj v smislu, zakaj oni niso bili nič kaznovani, zakaj recimo Gypsy Rose Blanchard zdaj vzun, ki je naklepala nek omor tako konkretno in zakaj pa je ta človek, ki je dobesedno bil obkoljen in ni več vedel, kako iti ven iz teh dveh skupin napadalnih ljudi in ni planiral nikogar biti obtožen tako enega dejanskega naklepnega omora, what the hell, in še 4 poskusnih, mislim, medtem, ker ne vem. Na enem šotu prej, ne vem, če ste videli, da Schumann takega je na koncu zabodel dejansko na eni točki davu Nikolaja, pač komu imel v roki tle, a veš, model se verjetno ni počutil safe, ne, se ne škoda, kaj je mogel nož ven privleči. Anyways, to je res video, kjer lahko neskončno komentiramo, tako da prosim, bodite za foro, povejte, kaj mislite, povejte, če sem jaz kaj zgrešila, povejte, kakšen je vas pogled, dajmo klepetati. Drugače pa hvala, ker ste me gledali, imejte ful lep vikend, danes je petek, se gledamo naslednji petek, najbrž. Ne pozabite na moji 2 kodi za svet užitka, ko uživamo tej različni majici še za Jim Beam, pridni bote radi, se imejte, ajžo.